Prisluhni si s pisarko, moj tokratni gost je pa odvetnik Gregor Verbajs. Najina tema bi bila, kako se pošteno lotiti prodaje in varno nakupa nepremičnine. Prav je, da vas najprej predstavim. Ste eden z mojega vidika najbolj pronicljivih odvetniških blogerjev. Navdušili ste me kot komunikatorko, ker dejansko dokaj zapletene, včasih tudi suhoparne, pravniške pojasnitve, terminologijo pojasnjujete na poljuden način v obliki zgodb, seveda strokovno, ampak dojemljivo širši javnosti. Ste pa med drugim tudi predavatelj, pisatelj, precej praktičnih izkušenj ste si nabirali in na sodišču, notariatu, tudi v poslu ste se preizkusili. Ljubitelji športa se vas morda spomnijo tudi kot nekdanjega vrhunskega športnika v povezavi s smučanjem, a ne? In eno od britanskih podjetij vas je prepoznalo tudi kot priporočenega odvetnika, torej imate tudi reference na tem strokovnem področju. Zdaj, midva sva temo napovedala, pogovarjala se bova o enem področju prava, nepremičninsko pravo, če ga na kratko povzamem, vi me boste pa še strokovno dopolnili. Gre za eno od pravnih področij, ki dejansko ureja in postopek, torej način, kako se prenese neka lastninska pravica, pa še vrsto drugih stvarnih obligacijskih razmerij z ene osebe na drugo. V vsakdanjem življenju to občutimo od priposestvovanja, pa do tega, da je treba, ne vem, služnost vpisati v zemljiško knjigo, pa še kaj. No, kako bi pa vi povedali, pojasnili to področje, ki bo tokrat tema najinega klepeta? Ja, najprej pozdravljeni, pa hvala lepa za tak obširen uvod v predstavitev. Kar se pa tiče nepremičninskega prava, lahko rečeva, da je zelo široko, ja, pač se nanaša ni samo, bom rekel, prodaja pa nakup nepremičnine, je tudi urejanje nepremičnin, se pravi, lahko imamo najem nepremičnin, lahko je ta služnost, lahko je, ne vem, dedovanje, lahko je in kup enih postopkov se lahko sproži, ki so vezani na, bom rekel, same nepremičnine oziroma premoženje povezano z nepremičninami. Zdaj, ko ste me glih spomnili, ko ste rekli služnost, smo imeli glih pred kratkim en primer tak zelo bizaren, kjer je nekdo tožil gospo za neko nujno pot, sicer leta 2000. Potem je gospa seveda ta zahtevek pripoznala, ker je rekla seveda pač gospod rabi pot, ampak je potem prišlo tam do neke napake v zahtevku sodbe, kjer je v bistvu ni bila določena širina poti. In čez 20 let je med njima nastal nov spor, kjer se je gospod, namesto da bi se vozil samo po tisti poti oziroma tistem območju, kjer je bila pot, se je vozil po vseh travnikih, po vseh ostalih nepremičninah gospe, ki sicer je imel služnost vpisano in je imel to pravico, ampak gospa pa je vedno mislila, da pač ima pravico samo voziti po poti, tako da smo potem mogli ta spor nekako rešiti in smo ga potem rešili z neko prenovitvijo služnosti v neki širši obliki. Ampak tako hočem povedati, ja, če nisi pozljiv, v trenutku se ti zgodi nekaj, kar je lahko potem ima neke daljnosežne posledice. Definitivno, tudi sama se svoje nekdanje nepremičninske prakse spomnim ravno primera iz služnosti, ko je bilo dogovorjeno pot za osebni avto, no, gospod se je pa potem lotil prenavljanja in tovornjak je parkiral, ne, in potem je bil še zasebni prevoznik, pa še avtobus tam mimo peljal. Skratka, ja, ljudje smo zelo kreativni, ne, in si radi rešimo pravice, ja. Tukaj je bil podoben spor, ker je bila pač, gospod je imel kmetijo in je rabil, ne vem, kombajne in kjer je strojil vse in seveda tista pot je bila preozka, zato je potem vozil po travnikih. Tako da podoben problem je bil tukaj. No, pa zagriziva globje, aktualen razlog za današnji klepet je tudi nedavni 19. junij. Takrat je začel veljati zakon o spremembah, dopolnitvah stanovanjskega zakona. Prišlo je do nekih spremenitev, na primer sprememb, skrajšuje se odpovedni rok, tudi postopek odpovedi izpraznitve stanovanja, najemnega prostora, torej najemna razmerja so tukaj v času covida še izrazito problematično področje, vemo, ljudje niso imeli prihodkov, niso mogli plačevati, ker tako ne pride do izpraznitve, skratka problem in najemnika in najemodajalca. No, kaj ta sprememba pomeni v praksi? Zdaj mogoče bi delila ta sprememba stanovanjskega zakona, ki je bila na stanovanja pa na poslovne prostore. Zdaj, bila je sprememba, kar se tiče poslovnih prostorov v tem, da je stanovanjski zakon razveljavil zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih,
jaz bi rekel, kar tako mimogrede, in v bistvu zdaj imamo neko situacijo, kjer pogodbe sklenjene do 19.6. za njih še vedno velja pač ta stari zakon o poslovnih stavbah, poslovnih prostorih, za pogodbe od 19.6. naprej pa se uporablja obligacijski zakonik. In v bistvu smo pa še zdaj čisto neko novo področje, ki je bilo prej mogoče nepoznano. Nepoznano pa z tega vidika, da je v bistvu tiste razmerja, ki so bile včasih čist, bom rekel, neka vsakdanja, to so pa recimo, ne vem, odpovedni rok pri poslovnih prostorih je bil enoletni za pogodbe sklenjene za nedoločen čas, pa recimo sodna odpoved, najemne pogodbe in tako naprej, ki so po mojem mnenju seveda malo zastareli in pa so ovirali samo najemna razmerja. Imamo zdaj v bistvu neko situacijo, ko niti ne vemo, kako bodo pogodbe izgledale naprej, bo pa verjetno večji manevrski prostor pri samih sklepanih oziroma pri samem pogajanju, kakšna bo vsebina najemnih razmerij. Tako da imamo pač en vidik, se pravi poslovna razmerja, drug del so pa ja, pač ta stanovanja in pa pač najemna razmerja za stanovanja. Tukaj pa, kot ste rekli, seveda prišlo je do skrajšanja odpovednih rokov, do skrajšanja rokov za izselitev. In sicer ena bistvena sprememba je bila, da se v bistvu lahko, seveda samo za en primer, in sicer v primeru, da se ne plačuje najemnina in pa stroški, ki so povezani z najemnino, v tem primeru lahko najemodajalec oziroma lastnik odpove najemno pogodbo z navadno pisno izjavo. Se pravi, ni potrebno več sodna odpoved, še vedno pa zakon zahteva potem zahteva, da se izda predlog za izdajo izpraznitvenega naloga, ne. Se pravi, še vedno je potrebna sodna intervencija, ne. Se pravi, imamo pač nekako dvofazni postopek. Če primerjamo s prejšnjim, je bila sodna odpoved plus, bom rekel, sodni postopek za izpraznitev pa izročitev nepremičnine, da imamo pa to prvo fazo recimo skrajšano za ta edini primer, se pravi, ni treba več sodno odpoved, je dovolj navadna izjava, da se odpove, ampak še vedno je potrebno potem, da predlaga izdajo naloga za izpraznitev na sodišče. Tako da postopek se je skrajšal, ni pa to tisto, kar bi si želeli. Če se vrnem še samo na pravno, mislim, na poslovne nepremičnine, v čem je zdaj bistvena razlika ali še večja zmeda? Ne, zdaj je bistvena razlika v tem, da bodo imeli, bom rekel, stranke večji manevrski prostor pri dogovarjanju glede vsebine najemnih pogodb. Prej smo imeli zakon o poslovnih stavbah, poslovnih prostorih, ki je, bom rekel, kogentno določal neka področja in se jih ni dalo dogovarjati oziroma se ni mogli prostovoljno dogovarjati na trgu. Zdaj v tem primeru pa seveda lahko se bo dogovarjali o različnem roku, odpovednem roku, lahko se bo dogovarjali pač glede same odpovedi, kako se poda in tako naprej. Plus, jaz mislim, da celo je možnost, da se pogodba sklenjena za poslovne prostore, se pravi najemna pogodba za poslovne prostore, sklene v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa, ki bo izvršilni naslov tudi za izpraznitev in izročitev nepremičnine. Tako da to bo neka pridobitev. No, ker ste ga pa že omenili med laiki, na trgu, ko se z ljudmi pogovarjaš, je ravno ta neposredni izvršljivi notarski zapis pri sklepanju najemnih razmerij, predvsem na področju oddaje stanovanj, nekaj, kar daje lastnikom včasih lažen občutek varnosti, ne. Se ga pa lahko brez postopka sodišča v bistvu spravim ven, ne, če bo kaj narobe. Moram iskreno povedati, da notarji dejansko te droben tisk pojasnijo, a ne, in povedo, na kaj se nanaša, pa vendarle pojasniva to, na kaj se nanaša notarsko neposredno izvršljivi zapis. Ja, zdaj mogoče najbolj plastično, zdaj pa mogoče tako, da najbolj razumljivo lahko povem na nek tak način, da če imajo recimo stranke, se pravi najemodajalec najemnik sklenejo navadno najemno pogodbo, se pravi napisana na listu podpisano, v tem primeru, če pride med njima do spora, mora se pravi, recimo, da pač najemnik ne plačuje, mora najemodajalec najprej odpovedati najemno pogodbo, prej smo rekli, da to sodno zdaj dovolj za navadno izjavo, potem pa mora vložiti tožbo na izpraznitev in izročitev nepremičnine in šele, ko dobi sodbo, na podlagi katere mora najemnik izprazniti pa izročiti pač nepremičnino, gre lahko najemodajalec v izvršbo. Se pravi, imamo odpoved, sodni postopek, da dobimo sodbo in potem šele izvršilni postopek za izpraznitev. Tako da ta izpraznitev v bistvu lahko traja, v praksi pa tudi je trajala, nekje 3 do 4 leta, da se dobijo pač vse te sodbe, pa vsi ti postopki, kar je res enormno. Zdaj z notarskim zapisom pa se recimo pridobijo
Se pravi, z notarskim zapisom pa se pridobi neposredno izvršljivost, ampak samo za plačilo najemnine. Se pravi, če najemnik preneha plačevati, potem lahko najemodajalec takoj vloži predlog za izvršbo za plačilo najemnin, tudi med trajanjem najemnega razmerja. Še vedno pa ne more biti notarski zapis neposredno izvršljiv, da govoriva za stanovanja, ne, za izpraznitev in izročitev nepremičnine. In v tem primeru je zdaj tako, kot smo rekli, se pravi, zdaj, če bi slučajno prišlo do spora, pa bi imeli neposredno izvršljiv notarski zapis, seveda najemnine lahko takoj terjajo. Samo izpraznitev se je po praksi reševala na tak način, da bodisi so se najemne pogodbe, pa tudi še vedno se rešuje na tak način, bom rekel, trenutno, ne, da se najemne pogodbe sklepajo za pol leta, za 1 leto in potem po poteku, recimo, če se zgodi situacija, najbolj, bom rekel, najbolj varna zadeva, bom rekel, brez rizika je v tem, da imam enega gospoda, ki oddaja nepremičnine v najem, on sklepa najemne pogodbe za pol leta. Za pol leta sklene najemno pogodbo in pol leta se plača najemnina vnaprej. Tako da on v bistvu ob sklenitvi dobi plačilo celotne najemnine. Če slučajno se po pol leta najemnik ne bo podaljšal ali pa se ne izseli, on gre lahko takoj v izvršbo. Zdaj v praksi je najbolj, bom rekel, pogosto, da se sklepa najemna pogodba za 1 leto in sicer zopet v tem 1 letu se recimo nekje za pol leta plača naprej, za pol leta se potem plačuje pač sproti mesečno, ampak ima najemodajalec manjši riziko, če recimo v tistih pol leta recimo najemnik neha plačevati, počaka do izteka najemnega razmerja in potem predlaga pač že predlog za izvršbo za izselitev. Kar je še vedno manjši riziko, se pravi pol leta je tisti čas, ko bo mogel čakati, kot če bi mogel iti v vse sodne postopke, kjer bi, kot sva rekla, 3-4 leta potreboval, da pride do izselitve pač najemnika. Moramo pa tudi, na primer, dodati, torej govoriva o neplačevanju najemnine, zdaj pa, če na primer najemnik krši neko pogodbeno najemno razmerje in v stanovanje privede še, ne vem, še druge ljudi in oddaja v neki nelegalen podnajem, je pa tle prednost notarske izvršljive pogodbe nična, v tem smislu si pač ne moreš pomagati, ne? Ja, mislim, ni nič, ampak ni pa izvršljiva, se pravi, mora iti v sodne postopke, treba iti v tožbo. Na področju, ki ga vi obvladujete, je še ena zelo zanimiva zgodba, to je tisto vrži uč pa poglej, ne. Skratka, intelektualno znanje je na slovenskem trgu na marsikakšnem področju zelo ceneno, ne, se ne spoštuje. Kako je z neupravičeno obogatitvijo? Kako je s tem, ko nekdo enostavno eno pogodbo, ki jo je sestavil odvetnik v enem nepremičninskem poslu, spridoma uporabi, tole mi bo pa koristilo tudi pri prodaji moje nepremičnine. Kaj se lahko zgodi? Lahko koga udari po žepu? Ja, to pa je bom rekel, najnovejša praksa sodišča in sicer zdaj itak, bom rekel, nekako splošno prepričani, tisti, ki delajo z odvetnikom več časa, bom rekel, nekako poznajo njegovo vrednost, je pa mogoče res, da se včasih dojema odvetnika, oziroma se delo odvetnika ne dojema kot neko obrtniško delo, ne. Recimo, če primerjamo, ne vem, keramičarja ali pa zobozdravnika, to v bistvu vidimo nek izdelek, vidimo, kaj je naredil, se pravi, znamo nekako ovrednotiti, ne vem, pač naredil nek izdelek, nekaj vidimo, znamo to vrednotiti in nimamo problema mogoče s temi plačili oziroma z zaupanjem oziroma v vidno delo, ne. Pri odvetnikih pa gre načeloma za neko intelektualno delo, ki se izrazi, recimo, da če govorijo o nepremičninskem pravu, recimo v pogodbah, ne. In te pogodbe so plod, bom rekel, znanja in izkušenj pač odvetnika, ne. In tudi pogodbe med sabo so zelo različne, ene so bolj, bom rekel, bolj podrobne, ene so manj podrobne, ene so boljše, ene so slabše, ne. In zaenkrat odločitev, mislim, nimamo še odločitev sodišča v Sloveniji v tem, a je pogodba, ki odvetnik sestavi, avtorsko delo odvetnika. Je pa bila pred kratkim izdana neka zelo zanimiva sodba, ki jo je pač, bom rekel, dobil en kolega moj in sem kar vesel, da jo je sposloval. In sicer je šlo za primer, da je odvetnik za stranko pripravil osnutek prodajne pogodbe, šlo za prodajo nepremičnine, pri čemer prodajalec na podlagi tega osnutka ni sklenil potem prodajne pogodbe z tem kupcem, ki je bil takrat aktualen, ampak je pozneje, ne vem, čez 3-4 mesece z drugim kupcem pač sklenil isto to prodajno pogodbo, tako da je v bistvu zamenjal samo podatke o kupcu in pa ceno. In potem je seveda pač odvetnik kolega rekel, da to pač seveda ni pošteno, ne. On je pripravil osnutek prodajne pogodbe, prodajna pogodba je v bistvu dobesedno uporabil naprej, samo spremenil pač ime in pa ceno, ne, in je pač vložil tožbo na neupravičeno obogatitev. In sodišče je odločilo, sicer potem višje,
da je bila pač ta tožena stranka za nedovoljeno uporabo pogodbe odvetnika neupravičeno obogatena. Ni pa se sodišče v tej sodbi nikjer opredelilo do vprašanja, ali je šlo pri pogodbi za avtorsko delo, kar je potem še vedno pač ostaja odprto. Tako da je pa v bistvu neka dobra smer, nek dober pokazatelj, da v bistvu vemo, da če se sestavi nek osnutek prodajne pogodbe, da v bistvu gre za neko delo odvetnika, ki ga pač mora stranka seveda potem plačati, ne. Če se potem uporabi to naprej, je to, bom rekel, na nek način neupravičeno obogatitev, ker seveda, če ne bo pač to pogodbo uporabil, bo mogel pač nekoga drugega dobiti, ali pravnika, ne vem, notarja, odvetnika, nekoga, da v pogodbo sestavil. Seveda, stranke lahko same sestavljajo pogodbo, ampak tukaj je bilo res evidentno, da je naročil pogodbo, da je pogodba narejena in potem bi se ta osnutek uporabil naprej. Morda tukaj še dodava malo za šalo, malo pa zares, ne, tako kot predporočna pogodba se sestavlja takrat, ko sta para, zaljubljena, sveža, ne, ko se cedita med in mleko, je tudi pri nepremičninskem poslu dobro takrat, ko sklepamo posel, imamo neko energijo sodelovanja in zaupanja, da napišemo pogodbo, ne, ker ta nas obvaruje takrat, ko gredo stvari narobe, takrat, ko se gledamo malce popreko, ne, in se mi zdi zelo pomembno, da so takrat stvari v pogodbi dobro zapisane in uvodoma sva rekla, kaj je nepremičninsko pravo, da so to zelo široka področja in jaz osebno resnično ne bi svetovala ljudem copy-paste sistem, ker je že pri prodaji dvosobnega stanovanja v prvem ali pa tretjem nadstropju istega bloka lahko stvar zelo različna, ne? Ja, sploh od dejanskega stanja, ne. Saj, to, kar ste rekli, to je res, ne, zato mogoče bi tukaj opozoril samo še to, kaj se v praksi dogaja, ne. Ponavadi stranke v tistem, lahko rečemo, ne vem, v prvi evforiji, ker se pač srečajo, pa rečejo, ja, jaz prodajam nepremičnino, kupec reče, jaz bi to kupil, midva sva itak zmenjena, roka, ne. In načeloma vse v redu, ampak problem pač teh postopkov prodaje je, da to v bistvu transakcija, ki ni povezana samo s tem, da nekdo reče, jaz ti prodam, ti mi daj kupnino, ampak je načeloma povezana še z nekimi dovoljenji, soglasji, predkupnimi pravicami, ponavadi še z nekimi postopki posebnimi in tako naprej. In tukaj smo imeli pred kratkim recimo en primer, kjer so stranke, sicer zelo bizaren primer, stranke so sklenile predpogodbo, ki pa je po vsebini bila že pogodba, se pravi, imela je vse elemente pogodbe, kar pomeni, da se je izročila nepremičnina kupcu, da je kupec plačal kupnino, da je začel kupec uporabljati nepremičnino, v bistvu vsi elementi, samo ni bilo danega, mislim, da zemljiškoknjižnega dovolila, tako da je manjkal samo še ta razpolagalni del. Pri čemer se je potem zaradi nekih čist brezveznih prerekanj glede načina parkiranja se ni en let sklenila pogodba. Kupec je nepremičnino takoj, ko je dobil v posest, dal v najem in potem po enem letu je prišlo do take situacije, da je v bistvu kupec rekel, ja, jaz sem sicer to nepremičnino sva sklenila pač pred pogodbo, jaz jo nočem več imeti, jaz bi ti jo vrnil nazaj, ti mi daj kupnino nazaj, ne bova sklenila glavne pogodbe, hkrati mu je pa še očital, da je v bistvu stanovanje poškodovano, ki pa ga je poškodoval najemnik. In zdaj je bila res taka situacija, da češ, ok, zdaj nekdo je kupil, eno leto dajal v najem, zdaj po enem letu se je pa premislil in bo rekel, ja, kar me nazaj nepremičnino, daj mi kupnino nazaj, pa pač tam je neki napak, ampak tisti niso bile napake, ampak poškodbe najemnika, ne. Tako da smo potem reševali zadevo sicer naprej, tako da jaz mislim, da bomo uspešno rešili, ker še nismo čisto na rešitvi, ampak smo, bom rekel, nekako tik pred tem. Ampak hočem povedati, da tiste euforije, ki se sama menila, ne bi v bistvu lahko naredila do konca normalno predprodajno pogodbo, ne rabite delati predpogodbe, ne. Tako da je treba, ja, vse več vidikov pač paziti, sploh pri začetnem sklepanju in smiselno je, da se tam dogovori res podroben način same transakcije, se pravi vse pripravljalna dela, vsi postopki, kako potekala, roki in tako naprej. No, kar ste že omenili, prihajamo na to področje rokohitrstva, ne. Tudi sama sem bila v življenju že kdaj soočena, kupovala nepremičnine, ko še nisem imela licenco, ko je se zatrjevalo, vse je vse urejeno, izbrisno pobotnico bomo uredili, vse stvari so fine, samo etažno lastnino še vpišemo, ne. Skratka, povejte, kdaj se morajo kupcu prižgati alarmi, ne, katere so tiste situacije, ki pa morajo biti resnično počiščene, da boš poleg are še poravnal kupnino v celoti? Ja, zdaj mogoče preden greva čisto na alarme, bi jaz rekel, kjer je mogoče izpostavil, katere stvari ne res pazijo pri sklepanju. Se pravi, prvo so recimo čisto osnovni podatki, se pravi, ponavadi se največkrat zgodi, da so, ne vem, EMŠO, davčna in podobni podatki narobe napisani, tako da ne
naj to res dvakrat preverijo, da vse štima, ker potem imajo na koncu problem z opisom v zemljiško knjigo, ker se ne bodo mogli opisati, ali pa so na koncu, ker bodo že 3/4 stvari naredili, prišli do notarja, bo notar rekel, pač je napaka, treba je popraviti in tako naprej. Drugo, kar je, vsekakor preveriti pravno stanje nepremičnine. To je zelo pomembno, se pravi zemljiško knjigo, bremena, če so kakšne hipoteke. Zdaj, res rdeč alarm, rdeč alarm se pojavi, recimo, če se kupuje nepremičnine, na katerih so opisane hipoteke. Zdaj to zato, ker bom povedal čisto mogoče na enem konkretnem primeru, ko smo ga imeli. En gospod je kupil nepremičnino, neko hišo v 3. gradbeni fazi in na nepremičnini so bile seveda hipoteke od posojilodajalcev, investitorjev, pa še mislim neke hipoteke nekih izvajalcev, ki so bili poplačani. In seveda ta prodajalec je rekel, pač mi smo prišli do te faze, poplačali bomo pač te upnike in s tem namenom tudi prodajamo nepremičnino. Kupec je rekel, ja, razumem, nekdaj dobim pa izbrisne pobotnice oziroma izbrisna dovoljenja za izbris teh hipotek. In rekel, to bomo mi vse zrihtali v roku, ne vem, par mesecev in pač dobite. In seveda on vas naredila prodajno pogodbo, kupec se je vpisal, potem se je pa zgodilo to, da pač ta prodajalec ni pridobil izbrisnih dovoljenj, za povrh je šel pa še v stečaj. In kaj se je gospodu zgodilo? Po 8 letih, se pravi neko po nepremičnino v 3. gradbeni fazi, dogradil je, dokončno pač uredil, zrihtal, se vselil noter, zdaj živel noter, ne vem, mislim, da 8 let ali koliko. In po 8 letih seveda oni upniki, ki so vpisani v zemljiško knjigo, so zdaj vložili predlog za izvršbo. In zdaj bo gospod v bistvu še enkrat plačal to nepremičnino. Zdaj, ali bo šla na dražbo, ali se bo pa z vsemi upniki dogovoril, pa bo rekel, pač ja, nepremičnina je vredna danes tok pa tok, se pravi, to je maksimalno, kar sem jaz dolžan plačati in bo v bistvu mogel nekako poplačati upnike. In zato res rdeč alarm je, čim se vidi kakršnakoli hipoteka, je treba vedno zagotavljati, da se proda oziroma prenese bremen prosta nepremičnina. In to je res ključno. Drugo, kar je tudi zelo pomemben, je dejansko stanje, se pravi, to so skladno z gradbenim dovoljenjem. Tukaj je tudi veliko problemov, tako da to je res smiselno preveriti. Zdaj pred kratkim sem eno kolegico, ki je kupala, ona je celo s projektantom preverila, se pravi, hišo premerila, so gabariti, vse štimo, vse narejeno tako, kot mora biti, tako da se je res prepričala. Zdaj, kar bi pa res izpostavil, kar je ključno pri teh pravnih poslih, je pa sočasnost izpolnitve. In ta sočasnost izpolnitve, bom rekel čisto, če dam najbolj plastičen primer, je v tem, da kupec dobi pogodbo, recimo prodajno sposobnost za vpis v zemljiško knjigo, takrat, ko plača kupnino. In zdaj v praksi se to, bom rekel, zelo enostavno, čisto najbolj enostavna transakcija, ki se lahko spelje, tako da prodajalec pa kupec pač naredita prodajno pogodbo, potem se prodajna pogodba pripelje do faze, da je sposobna za vknjižbo v zemljiško knjigo, se pravi, da ima vsa potrdila, soglasja, karkoli potrebuje in da je overjena, in potem se ta pogodba deponira pri notarju. In deponira se pod nekimi pogoji, in sicer, če kupec plača kupnino na račun in v višini, kot izhaja iz prodajne pogodbe, in notarju predloži potrdilo bančno, da je pač to plačal, v tem primeru potem notar kupcu izroči prodajno pogodbo. Ko da s tem zagotovljena sočasnost, možno tudi obratno, da se deponira kupnina in da potem, ko prinese prodajalec pogodbo notarju, notar prenakaže kupnino, pogodbo potem pa da kupcu. Tako da to je pomembno zato, če pride karkoli v postopku pač narobe oziroma se ne izpelje do konca pravni posel, potem v bistvu, bom rekel, prodajalcu ostane nepremičnina in kupcu ostane denar. To je zdaj zelo pomemben, da ni potem, tukaj smo imeli, bom rekel, zdaj kakšen let nazaj in tak zelo, rekel, res smešen primer, kjer so se vse zmenili, prodajalec je prodal kupcu neko hišo, vse so se zmenili in potem je bil problem v tem, ker prodajalske prodajo nepremičnino, hkrati kupoval drugo nepremičnino in mu je zmanjkal pač neka količina denarja mu je zmanjkala in potem je tega kupca skozi sklicaril, da mi ti še malo plače in na koncu je v bistvu kupec plačal 1/3 kupnine, potem je pa ta prodajalec rekel, ja veš, jaz zdaj polno nepremičnino ne bom kupil, tako da ne morava midva zdaj izročiti tebi nepremičnino, takrat, ko se zmenila, a lahko midva za pol leta to zamakneva. Pa je ta rekel, ja ne, jaz pa nujno rabim, ker se tudi moram nekam preseliti. Hkrati je pa rekel, ok, zdaj pa če se ne morava, bi pa denar nazaj, pa prodajalec rekel, ja veš, jaz sem pa denar porabil naprej nekje, tako da ti ne morem zdaj vrniti in potem je bila cela zbrka, ki smo pol seveda na srečo vse lepo speljali, ampak glih do teh primerov ne bi prihajali, če imamo to sočasnost. Se pravi, ali da se nekaj deponira, ker s tem imate tudi varnost obe stranki, pač veste,
denar me čaka, ali pa ne vem, če bom dal pogodbo tam deponiral, ko bom dobil denar, bom dobil pogodbo, tako da so v bistvu obe stranki zavarovane. No, to, ko ste rekli, jaz mislim, da 2006 delala licenco za nepremičninarko in takrat je bilo eno obdobje, ko smo nepremičninarji bili zelo skeptični do prodajalcev in smo tik pred koncem posla še v bistvu preverjali, če je kakorkoli obremenjena nepremičnina, ne. Temu menda danes ni več tako, ne, ker dejansko moraš imeti pred očmi obe strani, ne, ponavadi imamo tistega, ali bo plačal ali bo poravnal, so se pa dogajalo v enem obdobju resnično stvari, ko je 10 minut pred podpisom pogodbe dal pa ne vem, ne, zaznamek plomb, obremenil nepremičnino, ne. Jaz sem zelo presenečen, ker mi imamo po zakonu o zemljiški knjigi lahko predlagamo vpis v zemljiško knjigo, ki se reče zaznamba vrstnega reda za pridobitev lastninske pravice. In kadar pač mi delamo transakcijo, vedno, ko pridejo stranke, rečemo, damo zaznambo vrstnega reda, s čimer je kupec varovan. V tistem vrstnem redu bo potem opisan, ne glede na to, če bi se v zemljiško knjigo pojavila, ne vem, neka izvršba ali pa ne vem, kakšen zavarovalni postopek, se pravi, da bi kakšen furs dala, ali pa da bi bili kakšni drugi upniki, ali pa da bi bila, ne vem, kakšna zaznamba nekih drugih postopkov. S tem so kupci varovani, ampak vedno sem presenečen, ker stranke pridejo, ki so že, bom rekel, na polovic, ali pa ki imajo že težave, in vedno pravijo, ja, mi smo se vse zmenili, vse je bilo v redu, potem je pa kar preletela neka izvršba nekje in zdaj moramo še tisto poplačevati in še to urejati in to nismo računali. In jim rečem, ja, si lahko bi dali zaznambo vrstnega reda pridobitve lastninske pravice in bi bili rešeni. In vsi sprašujejo, ja, to še nikoli nismo naredili. In jaz sem presenečen med ljudmi, sploh recimo, ker jaz sem dosti povezan z javnimi dražbami v izvršbah pa stečaju, ne, kjer so ljudje, ki, bom rekel, to poklicno odkupujejo nepremičnine, preprodajajo in tako naprej in ne poznajo te zaznambe vrstnega reda. Tako da sem res, bom rekel, vsakič malo fasciniran, ker to je res neka, bom rekel, osnova oziroma neka pravica pa možnost, ki jo stranke lahko izkoristijo in so mirne in so zavarovane. Točno. Omenili ste, ne, javne dražbe. Tukaj je pogosto prepričanje, v redu, imamo tudi prekupčevalce, ne, če jih tako imenujeva, oziroma tisti, ki bojo zelo poceni kupili nekje pravno obremenjeno nepremičnino, potem to skušali urediti, preprodali in tako naprej, kar je povsem pač legitimno početje. Imamo pa tudi, bom rekla, naivne posameznike, ne, ki misli, da bo zelo poceni lahko prišel do stanovanja, do hiše. Ravno sem pred kratkim se z enim takšnim pogovarjala, ves navdušen, kako bo za 80 000 prišel do vrstne hiše v Celju, sem rekla, ja pa veš, vse je samo ena hipoteka, ampak kaj je pa še tukaj vzadaj, ne? To so šele dolgovi, ki še niso v bistvu evidentirani, skratka, kje so pa pasti pri dražbah in to pa je verjetno proces, ki se ga fizična oseba ne more sama lotiti, ali sodelovanja z agencijo ali dobrim odvetnikom. Zakaj? Ja, zdaj problem, bom rekel, javnih dražb ali v izvršbi ali v stečaju generalno je v tem, da kupci ne preverijo dejansko stanje pač nepremičnin. Zdaj, kar tiče pravnega stanja, bom rekel, so relativno v narekovajih varovani, zato ker če kupi na javni dražbi, se potem ta bremena, pač, ki so opisana na nepremičnini, izbrišejo s sklepom sodišča. Ne pa vsa, ne. Recimo, imeli smo primer, kjer je nekdo kupil nepremičnino na javni dražbi in je bila na nepremičnini opisana brezplačna dosmrtna služnost staršev tega dolžnika. In ta pravica se pa briše samo, če je opisana za hipoteko. Če je opisana pred hipoteko, se pravi na prvem mestu, potem se ne briše. In kaj se je zgodilo? Seveda pač kupec je kupil nepremičnino, misleč, da pač bo itak imel ugoden nakup. Hipoteke so se seveda vse zbrisale, ostala je pa ta opisana pač služnost, ki pa dejansko pomeni, da imajo pač v bistvu te osebe, ki imajo to služnost, dosmrtno pravico bivati v tem stanovanju ali pa hiši in jih nihče ne more izseliti. Pač ne da se jih izseliti iz nepremičnine. In v tem primeru pač to predstavlja res veliko oviro, potem, da bi on lahko, ne vem, ali sam bival noter, ali bi to nepremičnino oddajal, ali bi jo prodal in tako naprej. Tako da tukaj pri teh prodajah je treba biti res previden. Pri čemer mogoče, bom rekel, je pri nakupu v stečajih še ta moment stroškov, ne, ker ste že pač prej omenili. Sicer v izvršbi se bo izkupnina takšna, kakršna bo dosežena, poplačal pač stroški, pa davki bi se ostalo, in kar ostane pač dobijo upniki. V stečaju je pa v bistvu načeloma tako, da se poleg kupnine, ne,
se pravi, neto kupnine plačajo še davki, stroški in tako naprej, ne. Tam pa lahko pride do dodatnih stroškov, pri čemer je v stečaju še ena past, velikokrat se zgodi, da se neka nepremičnina ne proda in na koncu je postopek tako narejen, da se lahko to nepremičnino ponudi v prevzem upnikom. Se pravi, upnik lahko reče, ok, jaz nisem poplačan, bom prevzel nepremičnino in bom potem pač prodal ali karkoli sam koristil. In problem v tem je, da vsi, pa bom rekel, velikokrat upniki spregledajo, da če prevzamejo nepremičnino, se bo res ta njihova terjatev, ki ima do stečajnega dolžnika, pobotala s terjatvijo pač neplačilo kupnine, ne, ampak bodo mogli dejansko plačati stroške stečajne. In tukaj smo imeli res en primer, kjer je en gospod imel neko manjšo, mislim, kjer je bila neka nepremičnina, ki je bila manjše vrednosti in je nek upnik prevzel to nepremičnino in je rekel, se imam itak višjo terjatev, bom jaz že to pač pobotal. Na koncu je pa zgodilo to, da seveda je prevzel nepremičnino, tiste terjatve so se pač med sabo pobotale, tako da ne v bistvu, kar se tiče same vrednosti, tako mu ni dolžan plačevati. Je pa mogel plačati stroške stečajnega postopka in teh stroškov je bilo tako, ne vem, za 15.000 evrov. In seveda o tem se prej ni pozanimal, niti pač ni računal na to in potem, ko je enkrat dobil pogodbo od upravitelja in je tam noter videl, ne vem, stroško mora to plačati, je pa kar malo pogledal. Tako da tle je treba biti pri teh dražbah dosti previden. Če rečeva tako čez palec, naprimer, imava na dražbi neko nepremičnino vredno 200.000, kje lahko računamo, v kakšnih odstotkih, morda še vse 30%, da nas udari po žepu nekih teh skritih stranskih stroškov. Je ena taka računica, da jo imaš v mislih? Da bi zdaj prav procentualno rekel, težko rečem. Je odvisno od primera do primera, je pa res, ko bom rekel, mislim, lahko je to zelo ugodno nakup in dejansko je, ne. Sploh recimo v izvršbi, če je nepremičnina v redu, če dolžnik jo ne uporablja, če, bom rekel, ne nagaja, če se ne opira in tako naprej, potem seveda lahko to ugoden nakup in se pač takoj nepremičnina uporablja. In tam ni nekih dodatnih stroškov, ker pač tam se kupnina plača, iz kupnine se bo plačajo stroški in se pač plačajo upniki. Pri čemer je stečaj podoben, samo zdaj problem ponavadi je, da se kupci premalo pozanimajo o dejanskem stanju. Ali je to, ne vem, ali je to skladna gradnja, ali ni skladna gradnja, je mogoče kakšna črna gradnja, pa še ni zaznamovana v zemljiški knjigi, ali noter recimo še vedno živi dolžnik, pa se na vse pretege opira izselitvi in tako naprej. To so potem tiste ovire, ki pripeljejo teh dodatnih stroškov. Se pravi, on kupi, potem pa vidi, imam noter pač prejšnjega lastnika, moram ga izseliti. Se pravi, moram iti spet v tožbo, trajalo bo spet 2 leti, toliko bo stroškov, preden ga bom izselil in tako naprej. To so potem tiste dodatne stvari, ki povečajo stroške, ampak zdaj, da bi prav procentualno rekel, pa težko. No, ker ste že omenili črno gradnjo, ena občina, pa je ne bom imenovala, v Sloveniji, sem se pogovarjala z občinskim urbanistom in je rekel, pred leti je bil tukaj en gospod, ki je vse požegnal, vsi so gradili zidanice, potem je nastal pa problem, ker so iz teh zidanic nastale enostanovanjske, dvostanovanjske hiše, no, imeli smo ravno tudi eno gospo, zelo urejeno, prijetno, ki je bila prepričana, da ima dokumentacijo urejeno, rekla sva, Biserka, ni problem, dvostanovanjska hiša. Jaz sem se tega lotila prek noči in smo pač ugotovili, da je tudi ona ima gradbeno dovoljenje za zidanice in da je nastala lepa dvostanovanjska hiša, da je to črna neskladna gradnja. No, in zdaj vprašanje vam. V katerih primerih se lahko to še po hitrem postopku po ZUJF-u rešuje, če gre samo za neskladnost, da uskladimo, naprimer to pomeni, da imamo gradbeno dovoljenje, ki pa ni skladno s tem, kar je nastalo in obstaja opcija, da bomo legalizirali to črno gradnjo. Kdaj smo pa na suhem, tudi s pomočjo vaših primerov, prakse, ko dejansko ni možna legalizacija? Zdaj, tle bi mogoče izpostavil dva vidika. Se pravi, en je, imamo recimo gradbeno dovoljenje, gre za neskladno gradnjo, se pravi, ni skladna z gradbenim dovoljenjem in v tem primeru pod pogoji, ki jih določa seveda zakon, je najhitreje pa najlažje pač pride, bom rekel, do legalizacije s tem, da se da, ne vem, predlaga dopolnitev izdaje gradbenega dovoljenja. V tistem dopolnjenem postopku potem seveda je treba narediti spet projekt in predlagati izdajo dopolnilnega gradbenega dovoljenja, ampak to, bom rekel, je mogoče najhitrejša pot, pa najhitrejša možnost. Pričemer ta drugi del, ki pa je tukaj problematičen, je pa v tem, da je vedno vprašanje, kaj občinski prostorski akti oziroma plani dopuščajo. Če na nekem območju dovoljena gradnja zidanice
in je potem tam, ne vem, dvostanovanjska hiša, se lahko zgodi, da nikoli ne bo mogel tega objekta legalizirati. In tu je ponovadi problem. Mislim, da tako rekel, da če imate vi kakšno manjšo neskladje, ni problema, date predlog za izdajo novega gradbenega dovoljenja, dobite nov projekt, izda se novo gradbeno dovoljenje, seveda imate povezane stroške, ker morate dobiti nov projekt, morate plačati verjetno dodatno kakšen komunalni prispevek in tako naprej. Vse to se poveča, se pravi, imate neke stroške. Ampak rečemo dobro, to, če imate stroške, ki lahko na koncu pripeljejo tudi, ne vem, 15.000 evrov ali pa več, imate še vedno možnost, da pač legalizirate objekt. Imate pa recimo primere, kjer pa stoji neka nepremičnina na nekem območju, ki pa sploh ne morate legalizirati, tam pa pač je večji problem. Tako da tukaj treba biti res pred nakupom zelo previden in pač preveriti prostorske plane, preveriti gradbeno dovoljenje, če so preveriti nepremičnino, ker največkrat je tako, da nekdo kupi nepremičnino in mu pač da prodajalec, ja, si ima gradbeno dovoljenje, vse štima, vidi se pač lep objekt, vse je v redu, nihče pa ne gre zdaj detaljno preverjati, seveda, pač nekako zaupajo prodajalcem. Ampak vseeno je ta strošek začetni, bom rekel, če se nekdo odloči na nakup, pa ima nek pomislek glede skladnosti gradnje, da pač preveri to skladnost z nekim ali projektantom, nekim arhitektom, pa z nekom, ki se s tem ukvarja, ki mu bo povedal, ja, pa če skladna gradnja ni nič narobe, bodo te začetni stroški verjetno velikokrat manjši, kot pa potem poznejši stroški, ko treba zadevo sanirati. Ker tukaj boste dobili nekoga, ki boste rekli, lahko to preverim, bo pač računal storitev, ki bo verjetno pač, ne vem, 1000 evrov, mogoče pa še tokne, in boste merni, pač boste rekli, aha, kupujem nekaj, s čimer ne bomo težav. Če pa vi to kupite, pa morate potem sanirati, boste pa vključili, se pravi, projektante, arhitekte, takse upravne, postopek, se pravi, pridobitvenega gradbenega, še kakšne pravnike in tako naprej. Na koncu boste imeli 15-20 evrov stroškov, da boste zadevo speljali. Ponavadi se ljudje soočijo, da imajo takšen problem takrat, ko bi radi nepremičnino prodali, in moje izkušnje so, da so šokirani, kako so lahko plačevali priključke, elektriko, telefon, pa smeti, pa noben mi nič ni rekel, skratka, so to obdobje 10-20 let, so lepo vse plačevali, pa niso vedeli v bistvu, da so na spolzkem črnem terenu. Dotakniva se še malce nepremičninskega prava v Sloveniji. Vam bom iz svojega vidika povedala, pa bom zaprosila vas. Jaz, kot nepremičninarka med drugim, imam nekaj zadržkov. Zakaj? Nepremičninarji moramo narediti licenco, moramo jo obnavljati, to so vse stroški, torej gre za neko stroko, neko znanje. Nepremičninska agencija mora na primer biti tudi zavarovana. Potem imamo pa nepremičninske portale, kjer ob nepremičninski agenciji seveda tudi zasebniki oglašujejo brez preverjanja dejanskega pravnega stanja, po možnosti dajo prodajati svojo nepremičnino 10 različnim agencijam, sami jo tržijo še po nižji ceni. In če bi jaz imela možnost poseganja v nepremičninsko zakonodajo v Sloveniji, bi vendarle naredila en poseg. In sicer, če že mi imamo stroko, ki jo predstavljata nepremičninska agencija, nepremičninski posredniki, tudi v sodelovanju z odvetniki, kar se tiče pravnih delov posla, bi od zasebnih prodajalcev vendarle terjala, da po vzoru od notariata najamejo katerokoli agencijo ali agenta na trgu, da preveri skladnost dejanskega in pravnega stanja in odgovornost stoji, da je to preverila ta in ta agencija, ta in ta agent, da so odstopanja ali da je vse urejeno. Od lastnika nepremičnine je odvisno, če bo ta opozorilo upošteval, ampak že pri oglaševanju nepremičnini, ki bi pisalo zasebna ponudba, bi bila tukaj neka agencija, ki bi rekla, na pravnem področju ni uporabnega dovoljenja in imamo problem za pridobitev kredita. Sicer se mi zdi razveljavljanje stroke, zakaj pa potem imamo agencije, nepremičninske posrednike in konec koncev odvetnike, če lahko, pod narekovajem, šalabajzer, vsakdo, ki ima 5 minut časa, prodaja nepreverjene stvari. To je moje mnenje, vaše je morda drugačno. Ne, jaz se strinjam. V vseh poklicih imamo pač, bom rekel, neke dobre in slabe in seveda, da bom rekel, ta postopek prodaje nepremičnine je kompleksen. In ja, jaz se strinjam, pač nepremičninski agenti opravijo pač, bom rekel, velik del dela, kar se tiče samih dejanskih ugotovitev nepremičnine, samih ugledov,
pridobivajo tudi ponavadi vse potrebne pač dokumente zraven, tako da je njihovo delo do neke mere dosti obsežno, ne. Problem, ki ga mogoče jaz tukaj vidim, se lahko je zakonodaja takšna, kakršna pač je, ampak na vseh področjih, kjer pa pač imamo nekje, bom rekel, upnike, dolžnike, in pa ker imamo neko razmerje, recimo, ne vem, nepremičninska agencija in pa pač nek prodajalec, ki želi prodati, ali pa nek kupec, ki želi kupiti, je tukaj, bom rekel, primarno treba nekako pogodbeno urediti razmerje med njima. Ker jaz mislim, sej zakon pač v nepremičninskem posredovanju omogoča različne stvari, poleg tega se pa vedno lahko stranke prostovoljno dogovarjajo za dodatne zadeve, ne. In seveda, če imamo mi nekega prodajalca, ki da v prodajo 10 agencijam, pa še samo oglašuje, ja, verjetno, da bo neka agencija ali hotela imeti ekskluziviteto, ne, se pravi, da bo ekskluzivno samo ona, ali pa da bodo notri neke določbe, da seveda v primeru, da se pač najde nek kupec z njihovo pomočjo, da potem seveda pač mora plačati provizijo, ne. Saj problem v praksi, kakor jaz zaznavam, je v tem, da ponavadi prodajalci dobijo neko nepremičninsko agencijo, dobijo celo nekega kupca, ponavadi recimo agencija, ne. Potem pa ponavadi ali prodajalec pa kupec nekako želita, bom rekel, v narekovajih izigrati agencijo, češ ne bomo nič sklenili, potem se pač malo umakneta, čakata mesec, dva, sama skleneta pogodbo in s tem v bistvu izigrata pač na nek način agencijo. Saj to je isto podobno prej, kot sem rekel, za odvetnike, ne. Se pravi, mi se pogovarjamo, dogovarjamo, sestavljamo posle, delamo, tudi delamo za nepremičninske agencije, se pravi, za njih sestavljamo pogodbe ali pa za same prodajalce, kupce. Pa se pa dostikrat zgodi, da pač, kako je bil primer, seveda sporočijo, češ ja, saj ne bomo nič naredili, pač pa se pade v vodo, bomo sklenili čez nekaj časa. In v vseh teh primerih je, bom rekel, primarno pomembno, da se pač uredi neko pogodbeno razmerje, na podlagi katerih bodo ti prodajalci zavezani. In bodo tudi imeli neke sankcije ali pogodbene kazni ali neke druge sankcije, zato da pač da bodo videli, da gre pač pri teh prodajah za res, da to ni pač nek hec, ne. Ker pač prvič vzame to čas in delo posrednika, čas in delo odvetnika in na koncu v bistvu naredijo na podlagi nekih osnutkov ali nekih posredovanj agencije pravni posel mimo vseh z namenom, da bodo na koncu pač parali pač, ne vem, nekaj tisoč evrov. Jaz jih razumem po eni strani, ne. Seveda smo ljudje nagnjeni k temu, da delamo še manjšimi stroški, ampak po drugi strani pa verjetno do tega pa do kvalitetne izvedbe ne bi prišel, če pač ne bi imel posrednika, pa ne bi imel odvetnika, ne. Tako da jaz po moje bolj vidim problem v tem samem dogovarjanju zdaj, ali bi zakon... Nezaupanju, ne. Da vam dodam, tle poznam prav primer pravne prakse uspešne, ko je nepremičnina beležil potrdilo o ogledu, ne, za strankami, torej imel pogodbo z prodajalcem, vse, ki jih je pač pripeljal, je sam želel potrdilo o ogledu, in naenkrat se je prodajalec odločil, da ne bo več prodajal, da ne bo, da se je pač premislil. In čez mesec dni je ta nepremičninar šel, ne, je rekel, nekaj med, ne, žuli, ne, preveriti zemljiško knjigo, vse, in je pač videl, da je nepremičnina prodana, šel je po spisku in je ugotovil, da je prodana človeku, ki ga je pripeljal na ogled, in je šel v tožbo in je na sodišču dobil in je izposloval ne provizijo, ampak povračilo stroškov, torej stroške za oglaševanje, ki jih je imel, in stroške za vse realizirane oglede, na primer, ne, ker je bilo to pač v pogodbenem razmerju. Tako, kot opozorilo, ne goljufajte. Ne, saj tako je, ker zemljiška knjiga je javna knjiga in vsak lahko preveri. In prej kasneje, seveda, če bo nek posel padel v vodo, ja, zelo velika verjetnost je, da ali bo nepremičninski posrednik ali pa odvetnik šel, ne vem, čez 2 meseca pogledati zemljiško knjigo in bo videl, da je prodana, in tudi vice, komu je bila prodana, in tudi pogodbo lahko dobi, ki je bila noter, ne. Saj na tak način ponavadi pač ja, preverjamo, pa tudi agentje preverjajo, pač ali so se posli speljali, ali se niso speljali. Zdaj sem prišla na tisto področje nepoštenosti, zaupanja, brez česar posla ni. Saj lahko pišemo pogodbe in prav je, ampak če tega temeljnega poštenja in zaupanja med poslovnima partnerjema ni, bi rekla, tudi nobena pogodba na koncu ne pomaga, ne, ker potem pač tožbene zadeve na sodišču tako dolgo trajajo, pač tako pa nas je, sodni mlini meljejo počasi. In zdaj prideva tudi do enega področja, ki ga boste vi tudi v kratkem popisali v slovenščini, zdaj pa menda že v angleščini, torej
kako ločiti zrno od pleveli, kako najti pravega strokovnjaka, ali je to odvetnik, ali je to nepremičninar, ali agencija. Kaj bi bil vaš nasvet? Imate kakšne rokopise, kaj pokažete? Ja, nažalost je tako, res je, pač ja, napisal sem knjigo, ki sicer bo v angleščini imela naslov The Book on Hiring the Right Lawyer, Helping You Save Millions in Life. Pač notri so neke zgodbe, kako dejansko so ljudje prihranili, bom rekel, pač milijon, ampak ta milijon je mišljen v stilu, ker bom rekel nekem s povprečnim prihodkom v življenjski dobi vsak pride nekje do milijona prihodkov. Ne? In seveda to so prihodki, ki jih celo življenje ustvarjaš, potem se ti pa lahko en pravni problem poruši oziroma ti povzroči izgubo tega premoženja. Ne? In ja, zdaj pač napisal sem knjigo, ki bo v angleščini in slovenščini, zato ker je pač napisana na tak način, da predstavi delo, bom rekel, odvetnika, kaj dela, potem predstavi zelo zanimive raziskave, kdaj ljudje najamejo odvetnika, zakaj ga ne najamejo in tako naprej. Hkrati sem pa noter vključil neke bistvena področja, ki jih morajo paziti predvsem podjetniki in pa tudi pač fizične osebe pri sklepanju pogodb, pri poslovanju oziroma pri vseh pravnih problemih, tako da imajo neke usmeritve. Kar je pa ključno oziroma kar želim v knjigi izpostaviti, pa je to, da je pomemben, da si pravočasno poiščejo pravno pomoč. In da pač moja ideja je v tem, da ne dela vsak tisto, kar najbolje zna. Zakaj bi se zdaj nek podjetnik, ki ima podjetje, pa se ukvarja s podjetjem, pa svojim poslom ukvarjal še s pravnimi problemi. Ne pač se ukvarja s svojim poslom, pusti pač, ne vem, pravniku ali pa nekem strokovnjaku, pač, ki dela druge stvari, pač te posle, ki jih pač delajo. Ne. Sam pa ali se ne ukvarja, ne vem, s hobiji ali z družino ali dodatno s svojim poslom in tako naprej. In velja isto tudi za fizične osebe. Ne. In to je glavna ideja, ker res nekako v praksi opažam, če bi imeli stranke takoj na začetku pravnika, ki so se začele ukvarjati z nekim pravnim problemom, bi bil ta problem cenejši in hitreje rešljiv. Ker pa ponavadi, bom rekel, že zapeljejo neko smer in naredijo, bom rekel, neka dejanja, potem pridemo do situacije, ki včasih pač neki pravni problemi sploh niso rešljivi ali pa so povezani z enormnimi stroški ali pa izgubo premoženja in tako naprej. In zato sem noter predstavil, bom rekel, en kup enih zgodb, takih tragičnih, pa tudi netragičnih, uspešno rešenih, en kup enih opozoril in na koncu tudi nek napotek, kako najdete v bistvu nekega strokovnjaka. In ta napotek je čisto konkreten, se pravi, kako iti na sestanek, kakšna vprašanja postavljati. Če se pri nekomu ne počutite v redu, seveda pejte vprašati za drugo mnenje, obiščite, ne vem, 3 odvetnike, ne vem, 3 strokovnjake in tako naprej. So si stranke znajo ustvariti neko sliko. Aha, tam je tako povedal, mu zaupam, tam je tako povedal, mu ne zaupam, nekdo mi je na več opozoril, vidim, da mogoče ima širšo znanje, nekdo mi je na manj opozoril, mogoče ožje znanje. Tako da gre za v bistvu sam nek konkreten napotek, kako naj preverijo oziroma kako naj pridejo do enega strokovnjaka, ki bodo potem na koncu lahko z njim sodelovali in bodo zaupali. Ja, v slovenščini bo pa naslov knjige Odvetniške skrivnosti. In zdaj angleška bo verjetno v roku enega meseca se prodajala na Amazonu, ker je pač narejena za, bom rekel, ameriški, kanadski oziroma angleško govoreči trg. Je tudi malo drugače napisana kot slovenska, slovenska pa bo verjetno v 2-3 mesecih na trgu. Torej, globalen pristop, v redu. Super. Bi morda pod črto vendarle še podali eno oceno, kako vi vidite nepremičninski trg v Sloveniji ta hip. Kot posameznik, kot državljan, kot odvetnik, skratka, kje so tisti izzivi ali pa pasti, na katere bi pa morda morali biti pozorni? Ja, jaz trenutno predvsem, bom rekel, zaznavam veliko povpraševanje po nepremičninah, pa mogoče nezadostno ponudbo. Ta problem je že verjetno skozi prisoten, ampak v trenutni situaciji je mogoče še dodatno, bom rekel, enormen, zato ker pač imamo situacijo na trgu, ki je povezana z ogromno količino denarja v obtoku, z nizkimi obrestnimi merami pri kreditih, z rahlo inflacijo, se pravi povišanje življenjskih stroškov. In vse to pripelje do tega, da v bistvu tisti, ki si lahko privoščijo kredit, si ga bodo seveda privoščili, tisti, ki si ga pač ne morejo, si ga seveda ne bodo. In tudi tisti, ki si lahko privoščijo kredit, bodo kupovali dražje nepremičnine. In tukaj pripelje do tega, da bomo veliko povpraševanja po nepremičninah, kar seveda potegne, če si ekonomsko gledano ponudbo povpraševanje cene navzgor,
in onemogoči tistim, ki mogoče imajo nižji prihodek nakup nepremičnin, ne, a hkrati mogoče ostajajo te neke manjše nepremičnine nekupljene oziroma ni nekih pravih kupcev za nakup. Plus, da problem verjetno je še vedno pač v teh najemih, ker Slovenci, ne vem zakaj, ampak taki pač smo, hočemo imeti vedno v lasti nepremičnino, ne, morajo biti lastniki. Potem se zgodi, da recimo imamo primere, kjer je več, da je nekdo recimo lastnik večjih nepremičnin, pa jih ne oddaja na trgu. Zakaj jih ne oddajajo, pač imajo svoje razloge, ampak problem pa je v tem seveda, da imamo neoddane nepremičnine, kar spet zmanjšuje ponudbo, in pa na drugi strani pač ugodne pogoje za kreditiranje pa za nakupne in zato pač se cene na nek način rastejo. Plus treba je zavedati, no, meni je zato mogoče presenečen na tem čisto osnovnim ekonomskim znanjem, nominalno cene vedno rastejo. Pač to je z ekonomskega vidika pač tako je, zato ker če gledamo nepremičnino neko, bom rekel, garsonjero v Ljubljani, recimo je bila 20 let nazaj, ne vem, 60 tisoč, danes, mislim, 10 let nazaj je bila, ne vem, 100 tisoč, danes je pa 150 tisoč evrov. Se pravi, nominalno cene vedno rastejo zaradi inflacije, zaradi življenjskih stroškov in tako naprej. Tudi kupna moč, pač bom rekel, zgodovinsko raste, ne. In ponavadi poslušam, bom rekel, pač ljudi začnejo razlagati, ja, se zdaj bo nek balon, pa bo to padlo, pa bodo nepremičnine ful padle, pa bo cene bodo zelo nizke, pa tako naprej. Ja, jaz ne vem, če je verjetnost, da se bo to zgodilo. Ker je kle čisto osnovna zakonitost ponudbe in povpraševanja in ja, v nekem trenutku mogoče gredo res cene zelo visok, ampak so odraz trga. In če trg to preživi, potem pač bo taka cena na trgu. Torej, dokler ima nepremičnina kupca, ne, pač ponudba povpraševanja diktirata tempo. Najlepša hvala za klepet. Upam, da sva strnila kakšno skrivnost, bila koristna. Za čisto konec izziv vam dam v bistvu še Plastic Fantastic, torej ponoviva 3 ključne točke, da bo prodajalec prodal pošteno in da bo kupec nepremičnino kupil varno. Na kaj morate biti pozorna oba, vsak svoje strani? Vsak svoje strani, ja, vsekakor, se pravi, dejansko pa pravno stanje nepremičnine morata preveriti pač predvsem kupec. Prodajalca verjetno zanima predvsem sam način plačila in transakcije, to sva rekla, pač imamo to sočasnost izpolnitve, ki je zelo pomembna, ne, za oba, varuje pač oba dva, ne, in pa mogoče pač pod 3. točko, naj si poiščejo pač pravno pomoč. Jaz bom rekel, delo ali pa delo odvetnika pač ni tako drago oziroma ni tak strošek, ker potem lahko nastanejo stroški zaradi pač nekih napak v postopku. In nepremičninske agencije in pač tako naprej. Se pravi, vsi te strokovnjaki, če bodo na začetku se pravilno spele posel, pravilno naredi, bo to res nekimi minimalnimi stroški glede na celotno transakcijo speljano in brez skrbi. Pozneje pa seveda se lahko naredijo pač enormni stroški. Tako da naj preverijo nepremičnino, naj težijo k sočasnosti izpolnitve, pa mogoče naj si res dobijo neko pomoč strokovnjaka na tem področju. Torej se res temeljito pripraviti, ker konec koncev to ni kilogram kruha ali kavice, ne, to smo, da naredimo nekaj transakcij v življenju, 2, mogoče stanovanje, hiša, še kakšen vikend in to je to in dejansko je kar precejšnja malha denarja in ne moremo tega početi z levo roko. Tako je. Hvala, srečno. Hvala vam.